10. april občina Bled praznuje svoj občinski praznik. Letošnje leto pa bo še posebej zapisano v zgodovino, saj so odprli medgeneracijski center na mestu, na območju, kjer je včasih stala uspešna tovarna Vezenina. Na ta dan pa je župan podelil tudi častni znak, rajsko ptico, Jožetu Hausmanu z Bleda. Prav tako pa je podelil tudi plakete in občinska priznanja.
Pozdravljeni in dobrodošli. Lokalna skupnost je močna toliko, kot je močan vsak njen člen. Danes odpiramo center, kjer bodo različne generacije našle stično točko in svoj prostor za ustvarjanje, raziskovanje, bivanje in druženje. Janez Fajfar, župan občine Bled, 10. april, praznik, občinski praznik občine Bled in zgodovinski dogodek odprtje medgeneracijskega centra na območju tam, kjer je nekoč stala uspešna tovarna Vezenina. No, res je zgodovinski dogodek, pravzaprav je danes 1018 let od prve znane omembe Bleda, zraven je še prekrasna cvetna nedelja in odpiramo eno največjih pridobitev teh mojih 16 let tukaj na Bledu, medgeneracijski center. Vesel sem, da nam je ta investicija uspela, težka skoraj 5 milijonov. 7 osmin smo krili iz občinskega proračuna, se pravi iz našega denarja. Imamo čudovito novo knjižnico, imamo seveda center, kjer se odozbirajo vsa mogoča društva in še to dnevno skrb za starejše občane in seveda nismo pozabili, kje smo. Zdaj smo na področju nekdanje fantastične tovarne Vezenine Bled, po nepotrebnem uničene, in da se je zdaj s tem zaključil tale nekoč degradiran področje, zaprte tovarne. Čez nekaj časa se bodo odprla še najemna namenska stanovanja nepremičninskega sklada, neprofitna in ki je neodkupljiva. Tako da bo ta konc s obema trgovinama s novo črpalko enkrat že zaključen in da bo prihod na Bled tak, da bodo vsi vedeli, da tukaj tudi, da ni samo turizem, pa tukaj tudi mi živimo. In dobrodošli vi vsi, vaši prijatelji, znanci, pokažite še drugim, kaj v tem koncu imamo. Lahko smo ponosni vsi skupaj. Hvala še enkrat, pa srečno in z optimizmom naprej. No, ob občinskem prazniku pa vsako leto podelite tudi županova priznanja, plakete in pa tokrat rajsko ptico. Ja, seveda skupine občanov marskoga predlagajo, vsi, ki so bili predlagani, so dobili, tudi sam sem jih nekaj, to so županova priznanja. To je naredkih pravic, ki jo župan ima, ker tukaj pa ne more noben nič drugega več. Ampak sem jih še vzel nekaj, ker niso dobili druge nagrade. Tako da je prav, da se enkrat na let zahvalimo tistim, ki delajo tudi za dobro vse skupnosti. Rajska ptica tokrat pripada Blejčanu Jožu Hausmanu, ki je velikokrat ujel v objektiv blejske dogodke. Izredno srečo imamo z našim Jožem, kjer je shranil neverjetno, bi rekel, množico posnetkov, dokumentov tega časa in zmeram z vso silo in na vse načine poskuša z Bleda poslati pozitivne novice, ki v glavnem so, ampak danes je čas, ki si lovijo slabe novice, nam je dobre, ampak on si je še toliko ta stare šole, da mu je to bolj važno. Iskrene čestitke ob samem občinskem prazniku in pa seveda v tej največji investiciji medgeneracijskega centra na Bledu. Hvala lepa. Hvala lepa in dobrodošli na Bledu vsi gledalci Gorenjske televizije.
Častni znak Rajska ptica prejme gospod Jože Hausmann. Za mnogo lepih in pozitivnih blejskih zgodb in podob, ki jih je skozi desetletja nanizal skozi objektiv svoje kamere in predstavil širši javnosti in bodo zavedno zapisane v zgodovino Bleda. Jože Hausmann, dobili ste rajsko ptico ob občinskem prazniku občine Bled. Kaj za vas pomeni ta rajska ptica? To mi lahko pomeni veliko, to je zasluge, ker sem zelo velik filmskega materijala prinesel po Sloveniji, ne samo za občino Bled, ampak praktično, da so od Bleda zvedeli tudi veliko več po Sloveniji. Kaj se tukaj dogaja, predvsem se pa prizadevam, da ponesem čim več pozitivnih stvari. Kot je videti, ste kar malo ganjen ob tej rajski ptici. Ja, seveda, to je bila edina nagrada na prazniku Bleda, zato sem še bolj ponosen na njo. Iskrene čestitke tudi v imenu Gorenjske televizije in tudi v mojem imenu. Hvala lepa. K besedi vabim projektanta, gospoda Gregorja Trplana iz družbe Gužič Trplan Arhitekti. Dobar dan. Jaz bi samo na kratko opisal sam objekt. V vsakem primeru ste vsi tukaj zato, da si ga tudi ogledate, ampak mogoče čisto o neki osnovi, kaj predstavlja programsko, funkcionalno in kako je zgrajen. Medgeneracijski center Vezenine Bled je zasnovan kot večnamenski center, ki bo kot nov javni prostor generator kulturnih, izobraževalnih in družabnih dejavnosti občine Bled. Programska vsebina je zasnovana kot sklop multifunkcionalnih prostorov, ki bodo ustvarjalcem programa omogočili različne dejavnosti. Celoten projekt je zato zasnovan tako prostorsko, tako da so možne različne rabe prostorov in s tem dana možnost interakcije vsebin vseh uporabnikov in tvorcev javnega programa. Pritličje objekta se v prehodnem centralnem lobiju nahaja stalna razstava Vezenin Bled in večnamenska dvorana, v kateri ravno smo, ki jo je možno uporabljati za manjše različne prireditve. Dvorana se tudi deli na 3 dele in tako omogoča organizacijo tudi različnih izobraževalnih programov, seminarjev, delavnic in tako naprej. Ločeno se v pritličju sicer povezani nahajajo prostori, ki omogočajo dnevno bivanje starejših in vsebujejo skupni družabni prostor z jedilnico, sobo za počitek in prostori za osebje. Prvo nadstropje je namenjeno različnim dejavnostim. Ob osrednjem galerijskem prostoru so nanizani prostori, ki so vadbena dvorana z garderobami. Ta omogoča na primer različne tečaje, jogo, plesne tečaje, vadbo za starejše. Potem na ta prostor se navezuje potem še klubska soba, namenjena družabnim aktivnostim, kot je igranje iger, srečanje, tam so tudi računalniki, ki so dostopni obiskovalcem.
Poleg je družabna soba, ki omogoča sestanke večjih skupin, povezana je pa tudi z manjšo kuhinjo, ki omogoča kuharske tečaje. V tem nadstropju so še računalniška učilnica in sklop pisarn za upravo objekta in tudi en večji prostor, ki je namenjen lahko tudi na primer coworkingu ali kot dodatni delovni prostor za organizirane dejavnosti centra. V drugem nadstropju je knjižnica Blaža Komerdeja Bled kot na novo organiziran prostor z oddelkom za mlajše in starejše otroke, lepo čitalnico, ki je povezana z zunanjo teraso s tudi prekrasnim razgledom na okolico Bleda in tudi študijskimi sobami. Zasnovan je kot skoraj nič energijska stavba, ki se ogreva s toplotno črpalko voda preko vodnih vrtin. V objektu je talno gretje, ki poleti služi kot pasivno pohlajevanje, prezračevanje in hlajenje pa sta urejena z klimati z visokim izkoristkom in povratkom odpadne toplote. Na koncu bi se samo zahvalil, vsem sodelujočim tako na projektu kot pri gradnji. Bil je, zahteven objekt, ki so ga vsi, z velikim entuziazmom pristopili tako k projektu kot k gradnji. In na koncu upam, da bodo vsi uporabniki objekta tudi, sledili temu entuziazmu in nekako, upam, da bo uporabljen tako, kot je bil tudi zamišljen. Vsekakor je moje osebno mnenje, da je, izgradnja takšnega objekta v Sloveniji velik dosežek in takšne zgradbe so pri nas redke. Hvala. Zlato plaketo občine Bled prejme gospod Matjaž Završnik. Za dolgoletno uspešno vodenje in razvoj Zavoda za kulturo Bled in Blejskega gradu ter za izjemen posluh in pomoč pri razvoju ljubiteljske kulturne dejavnosti, širitvi kulturne ponudbe na najvišji ravni in ohranjanju dragocene kulturne dediščine v blejski občini. Matjaž Završnik, ob občinskem prazniku občine Bled dobivate plaketo občine Bled, ki je zaslužena za vaše delo. Ste dolgoletni direktor Zavoda za kulturo.
obnovili ste grad, številne projekte, delali boste še naprej? Ja, bomo videli, kaj bomo delali še naprej. Jaz upam, da bomo normalno živeli, da bomo lahko kaj delali, a ne. Ampak to se pravim, jaz moram tukaj povedati eno stvar, in sicer to, da sem v življenju veliko srečo in sicer v dveh pogledih. Prva je bila ta, da v mojem prvem delu, bi rekel, delovne dobe v turizmu, sem napeljal vse sile, da bi na Bled pripeljal v komerciali, v hotelu Golf in Park čim več obiskovalcev, čim več gostov in da bi s tem tako Bled in vsi tisti, ki smo tam delali, lahko uspešno poslovali in živeli. No, v drugem delu, v okviru Zavoda za kulturo, pa seveda so bile pa vse sile v prvi vrsti namenjene prenovi Blejskega gradu, vendar potem pa skozi bolj tudi ostalim projektom v festivalni dvorani, v smislu prireditev, kulturnih projektov. Tako da mislim, da v tem smislu je bilo kar zelo lepo, bi rekel, delati. Druga sreča je bila pa predvsem v tem, s kakšnimi sodelavci sem na obeh delovnih mestih praktično sodeloval. Mi praktično v vsem tem času nismo med sabo imeli nobenih problemov in smo praktično celotno svoje delo, energijo lahko vložili izključno v svoje poslanstvo, v kulturne projekte na Bledu, saj konec koncev smo se zelo dobro razumeli in delati na Bledu s takimi sodelavci in na takem področju je bil en velik luksus. In sem tudi zelo hvaležen usodi, da mi je omogočila to. Kaj za vas pomeni tale plaketa? Ja, plaketa pomeni seveda eno dejstvo, da je bilo delo opaženo, da tudi rečemo mnenje ljudi, ki prihajajo na grad, ki prihajajo na prireditve, so pozitivna in to navdaja človeka z enim zadovoljstvom, da je bil pri svojem delu uspešen. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku in seveda tudi iskrene čestitke ob pridobitvi te plakete, ki verjamem, da je zaslužena in imajte jo na vidnem mestu, da se bo videla. Hvala lepa. Zlato plaketo občine Bled prejme gospod Slavko Oblak, mednarodno priznan umetnik blejskega rodu, ki je občini Bled doniral neprecenljivo zbirko svojih kiparskih del, ki krasijo različne lokacije Bleda. Priznanje bo v njegovem imenu prevzel gospod Rus. V imenu Slavkota se vam zahvaljujem. Škoda, da ga danes ni med nami, ampak obljubil mi je, da bo v kratkem prišel na Bled in da gremo novim izzivom nasproti. Matjaž, tukaj smo in tudi oni pripravljeni še naprej sodelovati in mislim, da vemo, kaj imamo na Bavarskem in to je Slavko Oblak. Še enkrat hvala za to. Zlato plaketo občine Bled prejme gospod Domen Kozjek. Za izjemne športne dosežke na področju ekstremnih ultramaratonskih preizkušenj na svetu. Zlato plaketo občine Bled prejme kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno za 120-letnico delovanja. Zlato plaketo občine Bled prejme prostovoljno gasilsko društvo Ribno za 120-letnico delovanja. Damjan Mula je prostovoljno gasilsko društvo Ribno ob 120-letnici dobiva posebno priznanje v občinskem prazniku občine Bled. Kaj to za vas pomeni? To je eno priznanje lokalne skupnosti nam gasilcem.
Se pravi, da za dobro delo. 120 let že obstajamo, odkar je bilo društvo ustanovljeno in je eno tako veliko priznanje, nam pomagamo ob raznih nesrečah in tako naprej. Tudi v drugih primerih smo prisotni gasilci, kar se v kraju dogaja, v glavnem se vedno obračajo na nas. No. Iskrene čestitke ob 120-letnici in ob samem priznanju. Hvala lepa. Podelili smo zlate plakete občine Bled. Z nami je tudi Žoga band, ki ga sestavljajo stanovalci doma za stare dr. Janka Benedika iz Radovljice. Medgeneracijski center bo s svojim dnevnim varstvom starejših, ki ga bo izvajal dom dr. Janka Benedika, postal del te prekrasne stavbe. Zdaj nas čakajo snežni valček, ples stanovalcev in članov prosvetnega kulturnega društva Korenine Radovljica, Golica, lesena muska na domača orodja in ples članov prosvetno-kulturnega društva Korenine Radovljica ter otoček sredi jezera, Boban band, ki ga sestavljajo stanovalci doma in vodi Mary Rozman. Muskontarji so tako ljudje, kako nehajo špilati, ne glede na leta. Samo, ki je muskontar 20 let star, se 2 minute pripravlja, pa celo noč špila, ki pa pojem mečken manj mlad, pa ene 10 minut pripravlja, pa 3 minute špila.
Otoček sredi jezera, gori pa cerkvica, na sivi stari grad stoji. Bled soncu v žari, z otoka poje stari zvon. Bim, bam, bim, bam, bim, bom, na Kranjskem nič do kraja ni. Ej, Bled, prekrasen si. Povem ti staro pravljico, morda ne veš za njo, če fanta si želi dekle. Najdja na otoke, ko zvoni stari zadoni. Želja se spomni, mogoče pravljica drži, poskusi kdaj že ti. Sredi jezera, gori pa cerkvica, na sivi stari grad stoji. Bled soncu v žari, z otoka poje stari zvon. Bim, bam, bim, bam, bim, bom, na Kranjskem nič do kraja ni. Ej, Bled, prekrasen si. Na oder vabim župana občine Bled, gospoda Janeza Fajfarja, podelili bomo županova priznanja. Županovo priznanje prejme gospa Metka Rutar Pibar. Za dolgoletno požrtvovalno in srčno vodenje ženske vokalne skupine Društva upokojencev Bled. Županovo priznanje prejme gospa Dragica Marta Sternat Kenda. Za vsestransko kulturno delovanje in vodenje KUD Zasip, njeno povezovalno vlogo in prispevek k širši prepoznavnosti kraja Zasip ter avtorstvo publikacij Katarine, ko spomini oživijo, Oktet Lip Bled in Tepke iz Zasipa, prepoznanih kot dragoceno kulturno izročilo vasi Zasip in prihodnjim rodovom. Priznanje prejme gospa Marjeta Vodnov. Za prizadevno in uspešno kulturno ustvarjanje, vodenje KUD Kamot ter razvoj otroškega gledališča v Zasipu, s katerim je ustvarila že mnogo otroških gledaliških predstav, nagrajenih na različnih srečanjih otroških gledališč po Sloveniji. Meta Vodnov, vi dobivate tudi občinsko priznanje župana občine Bled. Zakaj ga dobivate in kaj za vas to pomeni?
Jaz mislim, da sem ga dobila zato, ker v kulturi, v vasi delujem že kar nekaj let, 15 let. Že kot majhna sem bila v kulturi zelo dejavna, zdajle sem pa kot mentorica otroških skupin, v gledališču sodelujem. Delam na tem, da v vasi živi kultura, no, in jaz mislim, da sem tudi zato dobila priznanje. In kaj vam priznanje pomeni? Ja, priznanje mi v bistvu pomeni potrditev, da to, kar delam dobro in v bistvu še eno odskočno desko, da bom delala še naprej tako kot zdaj in mogoče še več. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Priznanje prejme gospa Amalija Jelen Mikša. Za edinstveni dokumentarni film o Arnoldu Rikliju ob 160-letnici Riklijevega prihoda na Bled, ki je bil nominiran oziroma nagrajen na najpomembnejših mednarodnih filmskih festivalih, ter njen pomemben prispevek podpisu listine o prijateljstvu in tesnejšem sodelovanju med občinama Vangan in Bled. Amalija Jelen Mikša, ob občinskem prazniku občine Bled dobivate županovo priznanje. Kaj to za vas pomeni? Pravzaprav je najbolj čudovito to, da sem bila del lepega praznovanja ob prazniku Bleda. Veliko mi pomeni, ker se za dokumentarnim filmom o Arnoldu Rikliju, katerega avtorica sem, režiserka, montažerka, skriva veliko dela, tudi prostovoljcev, snemalca, in pri katerem smo povezali Bled in Vangan ter družino Rikli iz Vangna. Gospod Rajko Hebarle. Za dolgoletno prizadevno in vestno delo v podjetju Infrastruktura Bled, njegovo stalno pripravljenost kadarkoli priskočiti na pomoč ter vodenje in optimizacijo procesov dela skupne rabe v podjetju, s čimer je pomembno prispeval k urejenosti, čistoči in za še lepši podobi Bleda in okolice. Zdenko Portič za dolgoletno pripadnost veslaškemu športu in vestno vzdrževanje objekta in športne opreme v veslaškem centru Mali Zaki. Ter gostilna Kurej za ohranjanje več kot 100-letne tradicije dobre vaške družinske gostilne, ki jo odlikujejo bogata tradicija, domačnost in kakovostna ponudba lokalnih kulinaričnih dobrot. Gospa Jana, vi prihajate iz gostilne Kurej v Zasipu, dobili ste občinsko priznanje župana. Kaj za vas to pomeni? Veliko, veseli smo. Poplačan vas naš trud, ki smo ga vložili noter. Koliko časa že obstaja tale vaša gostilna? Gostilna obstaja čez 100 let že. Mi imamo pa zdaj kot, mož je nečak bil od gospe, ki je to gostilno vodila prej. Prevzeli smo jo pa zdaj, mi jo zdaj, mlajši rod jo zdaj vod 12-letno. 13 leto teče. Kaj ste v vaši gostilni najbolj ponosni? Verjetno, da je to stara gostilna? Stara gostilna, tradicija, kulinarika. Vse te stvari. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Se
Zdaj pa vabim župana, gospoda Janeza Fajfarja, direktorja doma dr. Janka Benedika, gospoda Alena Grila, direktorico Ljudske univerze Radovljica, gospod Matajo Rozman Amon in vodjo knjižnice Bled, gospod Irino Razinger, da stopimo v predprostor in simbolično prerežemo trak. Izkoriščam to priložnost, da se še posebej zahvalim vsem, ki ste pomagali. Domačinom od drugod, tistih, ki na Bledu živijo, vseh starosti, vseh prepričanj, vrtcu, šoli, Slovenski vojski in seveda vsem uslužbencem Blejske knjižničarjem, občinski upravi, da smo to uspeli. Mislim, da lepšega sodelovanja v teh 16 letih še nisem doživel. Hvala še enkrat vsem in s tem z veseljem podpiramo prerežek, ki je zdaj tale. Za vami. Kar stopite zraven. Pa še obrnite se proti fotografom z obrazom, tako da
Thank you.